No, čas je, da spregovorimo o Turčiji. Izraelska vlada je odobrila priznanje armenskega genocida. Najprej prisluhnimo, preden to razpravljamo, kaj je predsednik Trump povedal o turškem predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Kakšno je vaše sporočilo vašemu velikemu prijatelju Erdoganu in turškemu narodu? Všeč mi je moj prijatelj in ostal je zunaj vojne. Veste, bil je glavni kandidat, da bi šel v vojno z Iranom, morda na strani Irana, ker kot veste, ni velik oboževalec Izraela in prosil sem ga naj ostane zunaj. Ostal je zunaj. Erdogan je odličen voditelj, zelo močna oseba, ima odlično vojsko, ljubi Turčijo, jaz imam rad ZDA, on pa ima rad Turčijo in opravlja odlično delo. On je spoštovan človek, spoštovan voditelj in že dolgo je moj prijatelj. Ali greste v Turčijo z veliko vrečo daril za vse? Ja. Mislim, da ja. Poglejte, on je član NATO. Nekateri ga ne štejejo za pravega člana, ampak on to res je. On je močan član NATO. Ja, verjetno bom naredil nekaj, kar ga bo zelo razveselilo. V redu, Mark. Torej, prosim, povej kaj o Erdoganu. Tukaj imamo nesoglasje, o katerem bodo naši gledalci in poslušalci danes zagotovo slišali, ker se glede tega vprašanja temeljno ne strinjamo. Ti, in ne parafraziram, ni moja naloga, da te parafraziram. Lahko poveš svoje stališče, ampak moje razumevanje tvojega stališča mislim, da se ujema s tvojo osebnostjo, ker je vse, veš, poguba in uničenje. In ja, to je Ruti Blum. Ampak ti celo, rekel bi, da včasih to rečeš ali namiguješ, da je Turčija prav tako slaba kot Iran in da če je Iran zdaj zasenčen in potisnjen nazaj, za 10 let moramo paziti na Turčijo in da je Turčija ta nova grožnja. In Turčija je muslimanska bratovščina, Turčija podpira terorizem in Turčija podpira Hamas. Turčija zdaj nadzoruje Sirijo, ki jo zdaj vodi nekdanji džihadist, ja, gospod Bašar. In Turčija je slaba, 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 slaba. In dodaj še eno slabo, pa še vedno ne bo dovolj slabih zate. Jaz pa na to gledam bolj niansirano. In ne mislim, da je predsednik Turčije prijatelj Izraela ali judovskega naroda. Nasprotno, znano je, da je večkrat izrekel vrsto skrajno nesprejemljivih antisemitskih izjav. Zagotovo ni prijatelj. Ampak mislim, da ni tam, kjer so Iranci. In tukaj bom naredil razliko. Ni prijatelj, vendar ni enaka vrsta sovražnika. In da vam bom samo dva zelo kratka primera. En mesec pred 7. oktobrom 2023 se je srečal s predsednikom vlade Netanjahujem na Združenih narodih. Imeli so srečanje med turškim predsednikom in izraelskim predsednikom vlade. Iranci, Hamas, Hezbolah se nikoli ne bi srečali z Izraelci. Ta človek se je srečal z Izraelci. Leto predtem, leta 2022, je v Ankari razgrnil rdečo preprogo za izraelskega predsednika, našega voditelja države, da gospod Herzog, in dejal, da želi izboljšati odnose. Zdaj, ponovno, nimam nobenih iluzij o predsodkih tega človeka do Izraela, vendar mislim, da je veliko bolj pragmatičen. Dal vam bom primer. Theodor Herzl, ustanovitelj cionističnega gibanja, se je srečal s člani vlade v carski vladi, da bi promoviral cionistične interese. Srečal se je z nemškim cesarjem Williamom II., ki je bil prav tako antisemitsko nastrojen. Ampak lahko bi, Herzl je upal, da bi lahko te ljudi prepričali, da naredijo stvari, ki bi lahko pomagale tudi nam. Torej, brez kakršnihkoli iluzij, kaj ne? Bil sem za to, da se Netanjahu sreča z njim. Podpiral sem Herzogov obisk. Vem, kdo je ta človek, vendar ne mislim, da je ajatola. Mislim, da je bolj kot car. Želi ponovno vzpostaviti Osmansko cesarstvo, želi biti glavni šef na Bližnjem vzhodu, kaj ne? To razumem. Ampak mi smo močni. Z njim bomo govorili z močnejšega položaja. Dogovorili se bomo in razumeli, da nima naših interesov v mislih, vendar lahko teoretično, kar z Iranom ni mogoče, z njim najdemo modus vivendi. V redu. Najprej bi rada naredila majhen popravek. Nisem rekla, da je kot Iran. Rekla sem, da je zloben. In ti si rekla, no, zloben. Jaz ne bi šla tako daleč, jaz pa bi. To je človek, ki, ja, pravkar si omenila odnose z Izraelom. To so le kratkotrajni odkloni v 20-letni ali 30-letni zelo dolgi zgodovini, v kateri je Izrael dejal, da mora ohraniti odnose s Turčijo. Najprej,
pred vzponom Erdoana na oblast, torej njegove stranke, za katero zanika, da je islamistična, ampak pustimo to, prav? On gosti Hamas. Poslal jim je ladjevje, da bi prekinil blokado Gaze. Netanjahuja imenuje za nacista. Skozi leta je celo odvihral srečanja s Šimonom Peresom, gospodom miru na Bližnjem vzhodu. Prav, ta človek je antisemitski, sovražen do Izraela in ima rad teroriste. In v lastni državi zatira vso opozicijo, saj jih meče v zapor. On je eden največjih kršiteljev, ko gre za zapiranje novinarjev na svetu. In vsa ta leta nam govorijo, da gre za interese. Potrebujemo turški zračni prostor. Potrebujemo to, potrebujemo ono. Ampak veste kaj? Po 7. oktobru ga ne potrebujemo več. Naj vam povem, bila sem zelo jezna, ko je Netanjahu popustil pritisku predsednika Obame. Netanjahu in Obama sta bila pred leti na letališki ploščadi letališča Ben Gurion. To je bilo 3 leta po incidentu Mavi Marmara, ki ga pripisujejo Izraelu. Izrael je ubil 10 turških civilistov. Resno, ta Mavi Marmara je bila aktivna. Ne, vem, da je 10 umrl kasneje. V redu. V redu, bilo jih je 10. Tisti Mavi Marmara je bil poslan, tako kot današnje flotile, da prebije blokado in na njem je bilo na tone orožja. In ljudje na krovu, ko so izraelski vojaki prišli na ladjo, da bi jo ustavili, so začeli vojake metati čez krov. Tako da, ja, morali so streljati. Ampak ideja, da smo šli in pobili vse te uboge Turke, je smešna. In potem je Obama prisilil Netanjahuja, da je poklical Erdogana, medtem ko so stali na letališki stezi. Dal mu je svoj telefon in rekel: pokliči Erdogana in se mu opraviči za incident Mavi Marmara. In Netanjahu je to storil, ker je pragmatik. Netanjahu je pragmatik. Erdoana pa ne bi imenovala pragmatika. Netanjahuja imenujem pragmatika, ki je spoznal, da se ne more postaviti proti Obami, zato je to storil. In ne samo, da je to storil, ampak je moral na to plačati milijone dolarjev odškodnin tem zlobnim ljudem. Ne bom izrekla te besede, ker je nekdo, eden od naših komentatorjev, rekel, da ne bi smela preklinjati v oddaji. Torej ne bom, ampak povem vam naslednje. Prav, zdaj pa se za trenutek pogovorimo o tem, kdaj se je to zgodilo, preden pridemo do genocida. Želim neposredno odgovoriti na to, kar ste rekli, prav? Kar nadaljujte. In govorili bomo o genocidu. Hej, želiš. Ampak najprej, ne verjamem, da je Netanjahuja Obama prisilil, da to stori. Mislil sem, da je Netanjahu menil, da je s pomočjo ameriškega posredovanja mogoče poskusiti odnose med Turčijo in Izraelom znova usmeriti v boljšo smer in jih izvleči iz slepe ulice. In res je po tej izjavi prišlo do rahle izboljšave. In mislim, da je Netanjahu iz izraelskega vidika sprejel pravo odločitev. Ni storil tega samo zato, ker ga je Obama prisilil. Drugič, zelo iskreno ste govorili o tem, kako aretira novinarje in ima te povezave s teroristi. Veste, všeč mu je Hamas in imajo pisarno v Turčiji in tako naprej. Imate prav. Ampak ne govorite mi o demokraciji, ker smo sklenili mirovne sporazume z Egiptom, Jordanijo, ZAE. In veste kaj? Tega nisem rekla. Mislim... Ampak govorili ste mi o aretaciji novinarjev, ampak rekli ste demokracija. Če bomo čakali, če bomo govorili samo z demokratičnimi ljudmi, potem ne bomo govorili, z nobeno muslimansko državo, kaj ne? Če bomo govorili samo z ljudmi, ki so pravi svetniki človekovih pravic, kaj ne? Jaz v resničnem svetu, tako kot Amerika govori z veliko ljudmi, ki nujno ne delijo ameriških vrednot, je Izrael v istem primeru. Če bi jutri, kaj ne, Savdici rekli, želimo skleniti mir z Izraelom, kaj ne? Ne mislim, da se bo to zgodilo jutri. Morda se bo zgodilo pojutrišnjem. Ampak če bi se, bi rekli, ne, najprej morate dovoliti ženskam voziti. Najprej morate imeti svoboden tisk. To je smešno. Tako države ne delujejo. Oprostite, govorila sem o voditelju države, ki kritizira svojo državo in njenega voditelja, ter je odkrito antisemitski. Nisem govorila o tem, in ni rekel, naredimo mir. Vse, kar je kdajkoli naredil, je bilo, da nas napada. In potem mi rečemo, oprosti, v redu, to je v vašem interesu. Mimogrede, Izraelci
množično obiskujejo Turčijo, vedno so jo, ne zdaj, ker jih je nekoliko strah. Ampak naj vam nekaj povem. Kot v vsaki državi, s katero imamo mir, Izraelci množično obiskujejo kot turisti. Tam zapravljajo denar. Želijo si le obiskati in imeti mir. Ali Turki prihajajo na obisk v Izrael? Ne. Izraelci vedno, bilo je tako, in Turčija ter Izrael sta zelo blizu. Mislim, da traja manj kot 1 uro, mislim, da iz letališča Ben Gurion do Istanbula ali nekaj takega. Res je zelo blizu, zato je priročno. Turki ne prihajajo v Izrael in vsa ta leta niso prihajali. In Egipčani niso prihajali, ko smo imeli mirovni sporazum z Egiptom, Izraelci so preplavili Kairo. Super, zdaj lahko gremo gledat trebušne plesalke in uživamo v piramidah. Piramide, Jordanija isto, oni ne vračajo enako. V redu, ampak poleg tega Turčija ni samo podprla Hamas, ampak ga je tudi gostila, podpira Hamas, poslala je tiste ladje s pomočjo. In zdaj, poleg tega, celo Trump, pravkar smo slišali tisti posnetek, rekel sem mu, naj se ne vmešava. Verjetno bi bil na strani Irana v tej vojni. Tako da naredi mi uslugo. Ne vidim nobenega interesa za odnose s Turčijo, dokler Turčija ne spremeni svojega vedenja. Ampak v redu, to ni bilo odvisno od mene. Zdaj pa povej, zakaj je naš zunanji minister Gideon Sar predlagal zakon, ki ga je sprejela vlada, še ne pa tudi Kneset? Mislim, da je Kneset to naredil pred nekaj leti, kaj ne? So to naredili pred nekaj leti? Ne, nikoli ni bilo sprejeto. Amerika priznava armenski genocid, tudi druge države ga priznavajo. Izrael tega ne bi storil, prav zaradi vseh tistih razlogov, ki si jih omenjala. Moramo ohraniti naše odnose z Erdoganom. Oprosti, to sega v čas pred tem. To sega v čas pred vzponom trenutnega predsednika v Turčiji. V redu. V redu, no, dolga leta. Leta dolgo je imel Izrael pravzaprav zelo dobre odnose s Turčijo. Bilo je obdobje, ko je izraelsko vojno letalstvo, ker je Izrael tako majhen, Kot Turkinja. Ker je Izrael geografsko tako majhen. veš, če letiš z F-16 in pritisneš na plin, vem, da F-16 nima plina, ampak govorim metaforično, ko pritisneš na plin, si že izven izraelskega zračnega prostora. In izraelski piloti so hodili v Turčijo, da bi skupaj trenirali s turškimi letalskimi silami. In to je bila zmaga, ker so Turki lahko trenirali z zelo dobrimi piloti, saj so izraelski piloti dobri. Izraelci pa so dobili zračni prostor, kjer smo lahko izvajali zračne boje in vse vrste treningov. Včasih smo imeli odličen odnos s Turčijo. Bil sem eden izmed mnogih Izraelcev, ki so hodili na počitnice v Turčijo. In oni so imeli radi nas, mi pa njih. Ampak on pride na oblast na prelomu stoletja, kaj ne? In stvari postanejo bolj zapletene, čeprav so se odnosi slabšali počasi in postopno. Še vedno sem bil na vladnih sestankih, se spomnim, v prvih nekaj letih nove turške vlade, in bili so zelo prijazni do Izraela. In rekli so, da ne bo sprememb v odnosih z Izraelom. In prvi znaki so bili dobri, a očitno so se stvari spremenile. Potem, že v 90-ih letih, celo prej, v 80-ih, je ameriški kongres, pa tudi drugi ljudje na Zahodu, sprejemal te resolucije. Priznavali so turški pokol, genocid nad Armenci v prvi svetovni vojni, pod Osmanskim cesarstvom, preden je obstajala Turška republika, preden je bil tisti Atatürk. Govorimo o nečem, kar se je zgodilo, ko je bila Turčija še vedno monarhija, ko je bilo še Osmansko cesarstvo. Ampak Izrael je vedno rekel ne. In tudi, ko so naši prijatelji Izraela v kongresu rekli, zakaj tega ne morete storiti, smo rekli, ker imamo zelo dober odnos s Turčijo. To je dober prijatelj in nočemo ničesar, kar bi zamajalo čoln. In rekli so nam, ampak vi morate biti bolj, vi ste Judi, preživeli ste svoj lasten genocid, holokaust. Zakaj ne morete biti bolj razumevajoči do Armencev? In v Izraelu je bilo o tem veliko razprav. Ampak na koncu je vedno prevladala prava realpolitika. In rekli smo, da nočemo ogroziti naših odnosov s Turčijo, ki so bili zelo dobri odnosi. In potem, ko so se odnosi s Turčijo začeli slabšati, mislim, da je veliko ljudi v Izraelu, upravičeno ali ne, odvisno od vašega mnenja, reklo, no, zdaj so odnosi težavni. Nočemo prilivati olja na ogenj, če se tako izrazim. In mislim, da se zdaj v Izraelu zavedajo, da odnosi ne morejo biti veliko slabši, zato bi to lahko tudi storili, kaj ne? In navsezadnje gre za zgodovinsko resnico. In dohitevamo zahodni konsens, kateremu tudi pripadamo.
In tukaj želim povedati nekaj stvari, za katere mislim, da jih je treba povedati. Vem, da je to zahodni konsens. Vem, da je to politično korektno. Vem, bodo številni resni zgodovinarji govorili o genocidu nad Armenci v Prvi svetovni vojni. Ampak obstaja en človek, ki ga spoštujem. Mislim, da ga tudi vi spoštujete. Bernard Lewis, slavni zgodovinar Bližnjega vzhoda, ki je imel v večini primerov prav. Rekel je, da je res, da so bili Armenci v Prvi svetovni vojni zlorabljeni, pobiti, izgnani in da jih je bilo veliko, veliko ubitih. Ampak je rekel, da beseda genocid ne velja, ker po njegovem mnenju ni bilo načrta osmanske vlade, da bi jih vse pobili, kot je bil načrt za Jude v holokaustu. Prav. In mi kot Izraelci vemo, kako je ta beseda genocid razvrednotena, kaj ne? Vse te govorice o tem, da Izrael izvaja genocid v Gazi, ko pa je očitno, da je tamkajšnje prebivalstvo naraslo, kaj ne, odkar se je vojna začela. To je smešno. Mislim, Izrael lahko kritizirate zaradi marsičesa, ampak obtožba genocida je res zloraba zelo močnega izraza na napačen način. Samo zato, da bi udarili po Izraelu, kaj ne? Da bi delegitimirali Izrael. Ali je izraz genocid pravi izraz za armenski pokol? Nisem zgodovinar tistega obdobja. Vem, da so bili Armenci slabo obravnavani. Ampak, ker spoštujem Bernarda Lewisa, sem mu pripravljen dati korist dvoma in reči, v redu, mogoče je Osmansko cesarstvo res zelo slabo pobilo in zlorabljalo Armence, ampak ali je bil to genocid? Vprašaj. No, to je pomembna točka. In Bernard Lewis, imaš prav. Popolnoma sem ga občudovala. Občudovala sem ga, ko je bil še živ. Poznala sem ga in ga intervjuvala več kot enkrat. Bil je res fantastičen človek in izjemno pameten. Tako da v resnici nimam svojega mnenja. Nisem strokovnjakinja za genocid. In ni samo zato, ker mi ni všeč, da se ta beseda tako pogosto uporablja. Tega ne bom komentirala. Lahko pa rečem, da ima Erdogan res drznost, ko pravi, da to zdaj priznavamo zato, ker želimo preusmeriti pozornost z našega genocida v Gazi. In kot ste poudarili, v Gazi ni genocida. Poleg tega vemo, da si Erdogan zdaj želi postati naslednji cesar Osmanskega imperija, je kot nekakšen neo-Osman. Kot ste rekli, namerava prevzeti Sirijo. Ima svoje načrte. Morda mu ne bo uspelo, oziroma upamo, da mu ne bo. Ampak da ga obravnavamo kot vsakega drugega voditelja, s katerim se moramo ukvarjati. In povem vam, ponovila bom, kar sem že rekla. In tudi predsednik Trump, veste, to pravi o toliko diktatorjih. Predsednik Xi je moj prijatelj, je super človek. To je rekel tudi o Erdoganu. On ima rad svojo državo, tako kot jaz imam rad svojo državo. To pravi o vseh vrstah voditeljev. To je Trump. V redu, lahko bi rekli, da je to pač Trumpovska izjava. Ampak mi vemo bolje. In povem ti nekaj. Imaš prav, da mednarodni odnosi niso osnovani samo na tem, da se imamo radi. Imaš prav. Vedno sem ti rekla, moj problem pri tem je, da če naj bo pragmatično, mora biti to na obeh straneh. In moj argument je vedno ta, da Izrael vedno upošteva drugo stran. In naša potreba po njih je večja kot njihova potreba po nas. Čeprav v resnici oni bolj potrebujejo nas kot mi njih. Imamo boljšo vojsko. Mi smo boljši od Združenih držav, na primer. Ampak trenutno nisem govorila o Združenih državah. Govorila bom o državah, o katerih vi govorite, veste, o državah tretjega sveta ali kaj podobnega. Imamo vrhunsko tehnologijo, možgansko moč, družbo, civilno družbo. Smo boljši na toliko načinov. In potem se ponižujemo v mednarodnih odnosih. Mislim, da je čas, da s tem prenehamo. V redu, to ne pomeni, da nimaš odnosov, ne pomeni, da ne sklepaš dogovorov. Samo poskrbi, da ti dogovori ne vključujejo tega, da moraš biti tiho. Vsakič, ko nas eden od teh voditeljev obtoži nečesa, česar nismo storili, nas napade, ker smo Judje, ne samo Izraelci in ne samo zaradi premierja Netanjahuja. In vedno sem rekla, vedno sem sovražila predsednika Erdoana. Mislim, da je resnično zloben človek do svojega naroda in do preostalega sveta. In ni mi mar, da je član NATO. On nima kaj iskati kot član NATO.
To je bilo že pred njim, če veš, kaj mislim. Govorimo o Turčiji pred Erdoganom in po Erdoganu. To sta zelo različni državi. Prav. In da ne bo pomote, nisem rekla, da je bila Turčija takšna prej. Iran je bil drugačna država pred Islamsko republiko. Veliko držav je bilo drugačnih. Libanon je bil drugačna država. Zdaj prevzemajo oblast teroristi ali podporniki teroristov. To spremeni vašo državo v blato in zasluži si biti v blatu. In res je tako, tako se počutim glede Erdogana. Ali lahko samo malo odgovorim? Najprej sem v uvodnih besedah povedal, da je ta človek izrekel nešteto ponavljajočih se antisemitskih pripomb. Da, Rekel sem, da ni prijatelj. Prav. Ampak jaz ločujem med njim, Iranci in skupinami, kot je Hezbolah. In moj, veste, Kissinger je slavno rekel, da je problem z Iranom ta, da ni država, ampak ideja, veste, izvažanje islamske revolucije, tistega, kar oni imenujejo islamska revolucija, ja. In Turki niso na istem mestu. Pravilno ste rekli, ne bom rekel za spremembo, ampak pravilno ste rekli, da se vidi kot sultan. On želi ponovno oživiti, veste, Osmansko cesarstvo. In mislim, da je to pravi pogled, iz katerega je treba gledati turško vodstvo, kaj ne? In grem k bistvu, kaj ne? Kaj je bolje za Izrael? Da je Sirija iranski posrednik v iranski sferi vpliva ali da je Sirija v turški sferi vpliva? Zdaj bi rad videl Sirijo kot še eno, veste, Abu Dhabi, kot da bi bila del zaliva. Rad bi, da bi bili preprosto prozahodna, modernistična, miroljubna država. Vse to bi si želel. Ampak če moram, v resničnem svetu ja, moram izbirati med tem, da je Sirija v iranski osi ali pa v turški sferi vpliva. V redu, kaj je manjše zlo? Zame je Turčija manjše zlo. In mislim, da ni stvar prilizovanja. Gre za to, da Turkom rečeš, v redu, želite razširiti svojo moč. To razumemo. Želite imeti regionalni vpliv. To razumem. Imate vse te stvari. Izrael ima tudi svoje interese. In ne da bi se prilizovali, kot si rekel, ampak da to povemo naravnost, kaj ne? Izrael ima interese. Razumemo, da imate tudi vi interese. Poglejmo, kot sem že rekel, ne bomo se imeli radi, ker vam Judje niso všeč. Ampak ali lahko najdemo način sobivanja, morda nekoliko podoben hladni vojni med Sovjetsko zvezo in Združenimi državami? Ali lahko najdemo način, kako obvladovati naš konkurenčni odnos? Morda kot Amerika in Kitajska danes. poglej, mislim, da je Netanjahuju končno dovolj, glede na njegove nedavne izjave, ki kažejo, da ni tako. No veš, poiščimo način. Ne, to je poseben primer, ker smo imeli dobre odnose. In Erdogan jih namerno nenehno uničuje. In ni samo to, da ne mara Judov. Moramo imeti odnose z njimi. Najprej bi priporočila, da noben Izraelec nikoli več ne stopi tja, dokler Erdogan ne bo mrtev in pokopan in ga morda zamenja boljša sila. Prav. Ampak poleg tega je celo Trump rekel, da bi Erdogan, če bi posredoval v vojni, stopil na stran Irana. Da bi bil na strani Irana. Ko rečeš, veš, da obstajajo manjša zla, to drži. Obstajajo manjša zla. Samo nočem Kitajske uvrščati v to kategorijo, ker Kitajska zelo pozorno spremlja, kako se Združene države spopadajo z Iranom. In veš, Kitajska je tudi zloben akter, zloben vpliv v svetu. In tukaj je stvar. Tako jaz gledam na to. Vem, da praviš, no veš, raje bi imela to kot ono. Moje mnenje je, da ko moraš izbirati med bostonskim daviteljem in Jackom Rasparačem, je verjetno odvisno od tega, ali nočeš umreti krvave smrti, ker te davitelj samo zadavi, Jack Rasparač pa te zabode do smrti. Tako jaz to vidim in pravim, da moramo ostati pozorni, moramo biti budni. In ta budnost ni samo, in ne pravim, da moramo vedno iti v vojno, ampak ne delajte si utvar, mislim, da živite v nekakšnem fantazijskem svetu glede diplomacije. Videli smo, da diplomacija deluje le, ko druga stran ve, da jih boste pošteno pretepli. Torej ne rečem, da se ne strinjam. Mislim, da ne sprejemam vaših besed. Ne mislim, da živim v fantazijskem svetu. Mislim, da živim v resničnem svetu, kjer moraš včasih sodelovati z ljudmi, ki ti niso všeč. Včasih moraš sodelovati z ljudmi, s katerimi ne deliš vrednot. Včasih moraš sodelovati z ljudmi, ki te ne marajo, kaj ne? In vendar iz nuje najdeš način, da sodeluješ. Ampak to, kar zdaj govoriš, se ujema z Rutijem Blumom.
Danes to počnem že drugič, opravičujem se. Kar nadaljuj. Ogenj in žveplo. Ja, prav imaš. Sama črnogledost. Želim ti povedati in zdaj prehajam na temo Libanona, o kateri moramo govoriti, preden končamo. Ampak mislim, da ste bili vsi tukaj, še posebej ti, zelo negativni glede tega, kar se dogaja in stvari izgledajo grozno. In želim ti dati 2 razloga za več optimizma, prav? Počakaj malo, počakaj, preden to storiš. Želim, da ti... Da, Ni res, da sem mislila, da je bilo vse grozno. Mislila sem, da zmagujemo v vojni. To ni točno. Zdaj pa kar nadaljuj. Hotel sem povedati 2 razloga, zakaj sem ta teden bolj optimističen kot prejšnji teden ob tem času. Prvi razlog je, da so čez vikend, ko so Iranci 2 zaporedni noči začeli z igricami, Američani zadeli cilje, iranske cilje čez ožino. In potem so se ustavili in rekli, v redu Iran, začnite igrati po pravilih, ki so bila dogovorjena. In pripravljenost Amerike, da uporabi silo, mi daje občutek, da ima ta proces morda možnost uspeti. Morda še vedno ni jasno, ali bo uspelo ali ne. Toda v trenutku, ko Američani pokažejo, da so pripravljeni uporabiti silo, ko Iranci igrajo umazano, ko Iranci počnejo stvari, ki jih ne smejo, bodo morda, veste, Iranci sprejemali samo prave odločitve. Ta grozen režim v Teheranu bo sprejemal prave odločitve le, če se bo čutil prisiljenega zaradi grožnje s silo in dejstva, da je Trump prav prejšnji konec tedna pokazal, da je pripravljen uporabiti silo. To je zame dober znak. Drugi dober znak prav tako na začetku vikenda v petek je bil ta izraelsko-libanonski dogovor, ki so ga v Washingtonu posredovale Združene države Amerike pod vodstvom sekretarja Rubija. Mislim, da je to zelo, zelo pozitivno, ker smo bili zaskrbljeni, predvsem vi ste bili zaskrbljeni. Izrael je v Južnem Libanonu in Trump bo zahteval, da odidemo, Iranci pa zahtevajo, da je to del dogovora. In zdaj imamo dogovor podpisan med obema vladama, med Izraelom in vlado Libanona, ki so ga posredovale Združene države Amerike, ki pravi, da lahko Izrael ostane v Južnem Libanonu. Ni nam treba takoj umakniti. Hezbolah mora biti razorožen in kot pilotni projekt bomo na določenih manjših območjih v Libanonu postopoma odšli, libanonska vojska pa bo prevzela nadzor. Zato ni določenega časovnega okvira. Mislim, da vsi razumejo. Washington, Bejrut in Jeruzalem razumejo. Če bomo prehitro napredovali, se bo vse skupaj sesulo, ker bo Hezbolah izkoristil nastali vakuum. Z drugimi besedami, to moramo narediti previdno. Moramo biti realni. Ampak dejstvo je, da imamo to veliko poraz za Iran in Hezbolah, ki v Bejrutu protestirata proti temu dogovoru, kaj ne? To je izjemen korak v pravo smer. To ne pomeni, da bo jutri mir z Libanonom. To ne pomeni, da bo Hezbolah jutri razorožen. Ampak poteka proces Združene države, Izrael in Libanon, kar je zelo pozitiven proces. Bili smo zaskrbljeni in mislim, da smo o tem celo govorili prejšnji teden, da bi kot del tega iransko-ameriškega memoranduma o soglasju Američani priznali posebno vlogo Irana v Libanonu. In za nas je to grozno. Za libanonsko ljudstvo je to grozno. MOU o miru, ki je bil podpisan, dogovor, ki sta ga podpisala Izrael in Libanon, pravi ne. Hezbolah mora biti razpuščen, Izrael pa lahko ostane tam, dokler varnostne razmere ne omogočijo umika Izraela. Zelo, zelo pozitivno. In to sta potem moja 2 razloga, zakaj sem ta teden bolj optimističen kot prejšnji teden. V redu, najprej se popolnoma strinjam s tabo, še posebej glede Libanona, mislim, da je to fantastičen dogovor, vendar pa še posebej, ker sem bila zaskrbljena, eden od razlogov, zakaj sem bila zaskrbljena, je bil ta, da, veš, predsednik parlamenta v Libanonu, Nabil Berri pravi, da je to grozno. To je grozno, ker veš, v libanonskem parlamentu imaš simpatizerje Hezbolaha in celo člane Hezbolaha. Torej je to neverjeten dosežek in imaš prav, to omogoča Izraelu, da ostane na mestu, se bori in uniči teroristične predore ter ubije teroriste Hezbolaha in omogoči libanonski vojski, da poskuša očistiti območja, iz katerih se izraelska vojska umakne. To je odlično. Napad, vprašanje z Iranom, tudi meni se je to zdelo odlično, mislim pa, da je grozno, da kar naprej govorimo, v redu, bomo spet pogajali. In tukaj imamo razkol med Markom Rubijem in J.D. Vanceom. In kar me je prejšnji teden skrbelo, so bili tisti komentarji, veste, ko je J.D. Vance rekel, veste, Izrael imate samo 9 milijonov ljudi.
Vsakega problema ne morete preprosto rešiti z ubijanjem. Kako si drzne? Prav, to je bilo grozno. In potem je Trump rekel, ne morete preprosto bombardirati stavb v Libanonu. Tako da, ja, bila sem zelo nervozna, da se je administracija usmerjala v smer J.D. Vansa. In J.D. Vance je bil od začetka proti vojni in tako naprej. In zdaj vidimo, da se vse bolj nagiba v smer Marka Rubija. In trdijo, da med njima ni nobenega nesoglasja. Ampak kar hočem povedati je, da je to veliko olajšanje. Vendar pa ostaja odprto vprašanje glede Irana. Saj vemo, da iranski režim ne bo naredil ničesar, kar bi moral. Prav, ko rečeš, če bi moja babica imela kolesa, bi bila avtobus. Prav, če ta režim ne bo, če bo naredil karkoli, bo to zato, ker je režim padel. Torej, mislim, da te igre ni treba igrati, če Trump meni, da je potrebna. In če je pripravljen dejansko nadaljevati vojno. In če ne, bo morda Izrael moral to storiti brez pomoči ZDA. Ne vem. Ampak eno stvar vem, in sicer, da so signali drugim slabim akterjem v regiji zelo, zelo ključni. Tako da ja, dogovor z Libanonom je bil odličen in ostaja še za videti, kaj se bo zgodilo z Iranom, ker če bo Trumpova administracija začela verjeti v pravljice o dogovorih, ki jih lahko skleneš s tistim režimom v Teheranu, bo to velika napaka. Do zdaj smo bili, ponovno, mnogi med nami v Izraelu zaskrbljeni, ko je bil dosežen dogovor med Iranom in Združenimi državami. Ampak pravim, da ima Trump sposobnost uporabiti silo. Danes zjutraj je celo prišlo poročilo, da je Trump rekel, da se bomo vrnili k bojevanju, kaj ne? Ta vojaški pritisk. Morda smo se premaknili iz popolne vojne v vojno izčrpavanja, ker si Trump želi vzeti čas. Ima še druge skrbi. 4. julij, vmesne volitve, kaj ne? Ampak če nadaljuje pritisk in se ta ohranja, ter vojaški napadi sledijo vsakič, ko Iranci prestopijo mejo, je morda to način, kako priti tja, kamor želiš priti. Bomo videli. V tem primeru temu res ne verjamem. Mislim, da nočeš. Veš, začeli smo z velikim pokom. Ko rečem mi, mislim Združene države in Izrael, najprej Izrael. Vem, da si Trump rad pripisuje zasluge za vse skupaj, ampak v resnici smo mi opravili glavno delo. Potem pa je ameriško vojno letalstvo spektakularno posredovalo in tako naprej. In v obeh primerih je šlo za odlične, res odlične skupne operacije, o tem ni dvoma. Potem pa se je vse skupaj nekako končalo s tihim zamiranjem in ko rečeš vojna izčrpavanja, so te vedno slabe. Mislim, ena od stvari, ki jih nočemo, imamo toliko izkušenj s tem, z vojnami izčrpavanja in s tem, da gremo noter in pokosimo travo, kot smo to naredili v Gazi, in na koncu smo dobili 7. oktober. Tako da nimam upanja glede tega in upam, da se bo Trump prebudil. Poglejte, ni vprašanje časa. Ni tako, da mislim, da mora predsednik Trump jutri razglasiti vojno, veste, ponovno vojno, v polnem obsegu. Kar pravim, ni vprašanje časa, ampak koncept. In sicer, da ta režim nikoli ne bo naredil tega, kar želite. In če bo kakršenkoli dokument podpisan, bo to zelo, zelo slabo. Ker karkoli podpišejo, najprej tega ne bodo spoštovali. Ampak karkoli se že strinjajo podpisati, je že nekaj, česar niti Združene države, niti Izrael ne moreta sprejeti. In zato bo to zelo slab dan. Tako da to želim povedati. Pripravljena sem biti potrpežljiva glede tega. Ampak kar me straši je, kakršnakoli diplomacija s tem režimom, tega ne moreš imeti. In isto stvar, poslušaj, Sovjeti, veš, Bernard Lewis je bil tisti, ki je rekel, če ga že omenjamo, da razlog, tista nora, vzajemno zagotovljena uničenja med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo je bil. Obe strani sta imeli jedrsko orožje in sta ga usmerili ena proti drugi. Zato nobena stran ne bo naredila ničesar. Rekel je, da z iranskim režimom tega ne moreš imeti, ker so islamistični ideologi in so pripravljeni narediti samomor ter iti do konca in so 12-terci, zato jih ne moreš primerjati. Pri njih ni zagotovljenega medsebojnega uničenja. Kar nadaljujte, z njimi bo v redu. Kot smo videli, so pripravljeni pobiti vse svoje ljudi, ta režim, in ubili bodo vse ostale, če bo treba. Ni isto. Sovjetska zveza, kolikor je bila zlobna, ni želela storiti samomora. Ni verjela v to,
da bi šla v nebesa in dobila 72 devic ali karkoli naj bi to bilo. To je ogromna, ogromna razlika. In to je razlog, zakaj Iranu nikoli ne bi smeli dovoliti, da dobi. In mu tudi nikoli ne bodo dovolili, če bo Izrael imel pri tem kaj besede, jedrsko orožje. Naj zaključim z naslednjim. Včasih sem te imenoval prerokinja pogube, Ruthie Blum. Ti pa si mene imenovala naivca, ki verjame v diplomacijo. Rad bi pojasnil svoje stališče in povedal, da verjamem, še posebej, ko imaš opravka z ljudmi, kot so Iranci in celo Turki. Kdo je bil tisti slavni Američan, ki je rekel: nosite veliko palico, kaj ne? Obstaja beseda ali. Govori nežno in nosi. Obstaja koncept imenovan prisilna diplomacija. In načrt igre, ki ga omenja Trump, kaj ne? In ne mislim, da ima Trump kakršnekoli iluzije o Irancih. Veste, lahko reče, da so zmerni voditelji, ampak ne verjamem, da v to verjame niti za trenutek, kaj ne? Točno ve, s kom ima opravka. Mislim, da nanje pritisneš. Imaš veliko palico, jih tu in tam udariš, kot je to storil čez vikend, kaj ne? In rečeš, če se želite iz tega izvleči, kaj ne? Se morate strinjati z opustitvijo vašega jedrskega programa. In ste skeptični in nisem prepričan, da je to mogoče. Vse, kar pravim, je, da tukaj vidim strategijo. Mislim, da ima dolgoročen pritisk na Iran v naslednjih, veste, 2,5 letih, dokler Trump ne zapusti Bele hiše, možnost, da uspe. In s tem smo za danes zaključili, kaj ne, Bruce? Končali smo, ampak samo še ena stvar. Pravzaprav je J.D. Vance rekel, no, morda lahko obdržijo nekaj svojega urana in nekaj balističnih raket. To je, veste, pravite dokler, ampak v trenutku, ko začnejo tako govoriti, veste, smo v težavah. Torej, poglejmo. Upam, da se bo zgodilo to, kar pravite. In imate prav. Zmanjkalo nam je časa. In zmanjkalo nam je časa, da bi govorili o izraelski politiki, kar je pravzaprav dobro, ker kdo pa to sploh lahko prenaša. Torej se bomo pogovarjali naslednji teden. Veselim se tega.